Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Vesel sem, da smo zopet skupaj, zelo pa sem vesel tudi, da je z nami gospod slovenjegraški župnik, gospod Peter Leskovar. Bog daj in dobrodošli med nami. Tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem prav tako. Pripeljali ste se iz mesta Slovenj Gradec. Kakšna je bila pot v tem lepem sončnem vremenu? Je res lepa in tudi promet ni bil pregost, tako da je pravzaprav ta pot tekla zelo tekoče in da sem s toliko večjim veseljem pravočasno prišel v ta studio. Bogu hvala. Tako je. Jaz bi vas na začetku prosil, če nam malo pišete tole vašo cerkev, Sveto Elizabeto. Poromali ste tudi v ta kraj, kjer se ta svetnica rodila, pa bi vas prosil. Z velikim veseljem to povem predvsem zaradi tega, ker se bliža 800 let, odkar se je rodila. 7. julija leta 1207 se je rodila v kraju Šarospatak, to je v bližini ukrajinske meje, drugače je pa sam kraj še v sami Madžarski, lahko bi rekli v kraju, ki je mogoče nekoliko bolj znam, če rečem, da tam pridelujejo znamenito vino Tokaj. Potem je seveda že 4-letna bila v tako rekoč ritmu tistega časa, predvsem pa navad, ki so jih imeli na dvorih, že zaročena. In sicer z turingijskim vojvodom, kraljevičem Ludvikom, turingijskim. Tam je potem do 14. leta skupaj živela s to družino, pri 14 letih se je poročila, potem rodila 3 otroke, pri 21 letih je mož umrl, Ludvik je imel izjemno rad in pri 24 letih, natančno 17. novembra 1231, ga je pa tudi ona zaključila zemeljsko življenje. Naj povem, da sem pred kratkim v hrvaščini prebral en krasen življenjepis o njej in ni me sram priznati, da sem se jokal zraven. Bil sem ganjen ob tem, koliko je ta žena dala skozi za to, da bi vendarle dokazala, kako pomembno je človeku pomagati, kako prav je, da človeka v njegovi stiski vidiš, da ga začutiš, da si z njim sočuten in da mu v tej skrivnosti njegove ljubezni stojiš ob strani. Res me je to ganilo. Mogoče taken detaljček iz tudi iz naše cerkve, poleg seveda drugih upodobitev je zelo lepa tista iz leta 1897, delo je to Janez Gosar, znani slovenski slikar, freska, ki kaže, kako je pravzaprav morala celo pred svojim možem se enkrat zagovarjati, kaj nosi tem revežem. In ker so stalno jo tožili, on je bil seveda kot vojskovodja ali kraljevič dolžan večkrat iti na vojne pohode, večkrat ni bilo doma, potem so pa tisti njegovi skrbniki oziroma podaniki večkrat o njej govorili, kako pravzaprav zelo zapravlja to premoženje, ki ga ima in da to ni prav in na vse mogoče načine jo hoteli očrniti pri njem. On je seveda srčno ljubil in je imel tudi izjemno rad, to vsi življenjepisi po vrsti potrjujejo, ampak kljub temu je na nek način po svoje bil tudi dolžan pregledati, ali je res to, kar dela. In na tej freski, na tej sliki jasno vidimo, kako ga je pravzaprav presenetila ena božja milost, ki se je v tem razodela. V tisti košarici, v kateri je seveda ona nesla kruh revežem in beračem, se takrat, ko odgrne prtič, pokaže rožice in s tem jasno razodene tudi Bog njemu in njej, ki je dobila s tem eno fantastično potrditev, da je prav, kar dela in da je dobro ljudem v stiski pomaga. In mislim, da je to tudi ena velika spodbuda za vse nas, ker smo včasih res malo v zadregi, pomagati revežem, pomagati ljudem, ki so pravzaprav tudi mogoče malce sami krivi, da so tako daleč prišli. Ni lahko, ne. Tudi recimo, kako daleč naj gre ljubezen staršev do otrok. Ali naj mu vedno pomagajo, ko prosi, naj za vsakomu dajo ali ne. Zadeve so velikokrat težke in je težko nekako o tem govoriti in presebej pa se v takih zadevah odločati. Torej, če vzamem čisto preprosto, Sveta Elizabeta je za svojim zgledom samo s 24 leti jasno izpričala, da je dobro biti dober. Čudovito. V vaši cerkvi še tudi kapelica Luške Matere Božje, potem Soporičev muzej, pa še zraven ena kapelica bi še nekaj tam. Ja, z veseljem, pogledajte, v sami cerkvi smo na začetku tega tisočletja postavili en lep pomnik, bi lahko rekli, in sicer na tisto, kar je Evropi spregovorilo o ljubezni, in to je Lourdes, ko je Bog po Mariji tako skrivnostno nekako
približal resnico svoje naklonjenosti in svoje ljubezni preprosti deklici Bernardki, ki na vse zadnje, lahko smo čisto iskreni, niti ne vedela, tako kot mogoče tudi mi smo zadregi, ko rečemo, brezmadežno spočetje sem. In potem se je pokazalo, glede na vse tisto, kar je rekla, da je ta ljubezniv odnos, ki ga ima Bog do človeka, nekaj resničnega, nekaj realnega, in da bi to toliko bolj na nek način verjeli in sprejeli, se nam je razodel po Mariji in kako tudi tistim otrokom. Jaz mislim, da je to nekaj zelo lepega, modrega, življenjskega, tu ni v zadju kakšne kalkulacije ali pa kaj se vem, kakih drugih, mogoče celo čudnih namenov, ampak gre res za tisto iskreno držo, ki preko matere spregovori, in tu pravzaprav vsi smo otroci in to toliko bolj čutimo, toliko bolj osebno doživljamo in tega seveda smo veseli in smo prav s tem namenom, da bi nas ta lepota preko Marije nagovarjala in ne nazadnje, veste, tudi, da bi bili mi Mariji podobni, da bi v tem razdajanju, v tem podarjanju zmogli nekaj lepega ljudem dati. In jaz pravim, zelo osebno sem tem prepričan, kdor moli, ima vedno kaj dati. Če druga ne, stvar, ki je mogoče nevidna našim očem, eno potezo, en dar, ki je neviden, ampak v srcu ga pa čutiš in ga lepo doživljaš. Potem druga stvar, ki ste omenili, tudi imamo Sokličev muzej, ki je spomin na gospoda Jakoba Sokliča, imenitnega župnika Slovenjegraškega, od 15. avgusta leta 1933 do 21. decembra 1972 je bil med nami, pustil neizbrisno sled, okoli 1600 eksponatov, vrhunske zadeve, res je človek tega vesel. Mogoče bi še omenil eno zadevo, glede Sokliča, da je on dal tudi mestu kot takemu v preteklem stoletju, zadnjem stoletju preteklega tisočletja, en zelo lep pečat. On je zelo nekako sodeloval, celo je bil med tistimi ustanovitelji, ki so Sloveniji Gradcu dali ta zveneči naslov Mesto miru. In je za temi slikarji, ki so še danes nekateri, hvala Bogu, med nami, a drugi so že položeni k večjemu počitku, zelo veliko dodal, da se je lahko skrivnost tega tako nekako razrasla in da tudi potem danes slovi. Bog daj, da bi vedno, jaz mislim, da tudi v nebesih prosi za nas in nas podpira, da bi temu sledili. Potem ste omenili še cerkev Svetega Duha, ki je v neposredni bližini Slovenjega Gradca, se pravi v samem Slovenjem Gradcu, ampak ne v neposredni bližini cerkve Svete Elizabete. Izredno lepa zadeva, en simbol, ki kaže, kako so do ljudi, ki so v srednjem veku, to okoli leta 1400, ko so zboleli zaradi strašne bolezni kuge, ki je takrat pomorila skoraj polovica mestnega prebivalstva, nekako stali ob strani. Sezidali so jim lepo ubožno hišo, zraven te hiše pa seveda ena krasna cerkev. Imeli smo, bi lahko rekli, srečo, izredno srečo, ker je v Slovenj Gradec se priselil en zelo bogati človek, Janez iz Loke, ki je imel tam celo vrsto posestev in iz najemnin, ki jih je dobival, namesto da bi jih pač razvrčkal, kot radi rečemo, pa potrošil za razne take in drugačne izlete, je seveda to potem zbiral in s tem zgradil eno lepo cerkev v čast Svetemu Duhu, ki seveda je bil takrat, kakor je tudi danes, velika pomoč in blagoslov ljudem v hudi stiski, ko so vedeli pravzaprav, ušteti so bili ne samo dnevi, ampak tudi ure njihovega življenja. In zdaj, ko sem recimo prišel v Slovenj Gradec, sem velikokrat tako premišljeval, na vse zadnje, kaj češ ljudem v takih hudi stiski o tem govoriti in kaj naj to gledajo. Ampak s potem pogrunto, ali je kaj boljšega, kar bi jim tistem trenutku pomagalo? Vzamemo človeka, recimo, ki ni več pri zavesti. Boš prišel zdaj k njemu pa rekel, veste kaj, tam vas počaka zlat avto, ne pa temu greste neko silo. Jaz sem ne vedel, kaj govoriš. In prav Sveti Duh je tisti, ki nekje ti od znotraj pomaga, da doživiš resnico tistega, kar si in da se tega, kar si tudi zelo, zelo veseliš. Potem pa bi še eno stvar omenil, ker smo ravno zdaj bili priča enemu veličastnemu dogodku v Mariboru. Namreč imamo tudi eno krasno sliko našega blaženega Antona Martina Slomška, moža, ki se je neizbrisno zarisal v našo narodno zgodovino in moram reči, sem zelo vesel, da smo zadnje dni preteklega tisočletja zaznamovali to z blagoslovitvijo
in da nam pravzaprav tem tisočetju, v katerega smo stopili, tudi on govori. Pa še veliko drugih stvari, mogoče če še to vprašali, lahko še kdaj dogovorimo. Se pravi, ko se pride v cerkev, je na desni strani taka lepa slika Antona Martina Slomška. To je skoraj čez pol stene, ne? Tako. Kdo je pa to naslikal? To je pa ena domačinka naredila, in sicer gospa Irina Moorajeva Pušnik, mogoče marsikdo reče domačinka, ampak ona je bila res rojena v Rusiji, po narodnosti Rusinja, potem se je tu poročila. Njen priimek Moorajeva pomeni mravljica, ker je Irina, kar pomeni slovensko mir, bi lahko rekli zelo mrljiva, mirna, preprosta mravljica, in glede na to, kar je narisala, res na nek način tudi slika to razodeva. Je pa meni zelo všeč ta slika zaradi tega, ker v enem takem vrtincu pravzaprav večne svetlobe kaže, kako se pravzaprav človek, cerkev in vse tisto, kar je, vrti znotraj tega dogajanja, in tudi Slomšek pravzaprav temu daje en tak pečat, eno tako spodbudo, pa tudi eno vabilo, da bi temu večnemu, ljubeznivemu, dobremu očetu tudi sledili. Se to je zelo močna misel, sveta vera vodi nam luč, ne? To itak. Veste, mogoče je ta zadeva dobra ene krasne debate. Vsi ljudje ne jemljajo vero tako, kot jemljamo mi. In bi bilo tudi krivično, če bi hoteli vse položiti v ta isti koncept, v te iste modele. In vsak vero doživlja na svoj način, ampak vera kot taka, ki jo je Slomšek videl, nam tudi njegovo življenje sprečuje, ne gre za sklop enih resnic, kaj se enih dogem, ampak gre za eno življenje ljubezni, tako kot je on imel rad slovenskega človeka, kako je rad imel recimo tujce, kako je on sprašal tudi Nemce, kako je pravzaprav on bil zelo velikodušen do vseh otrok, do ubogih, do revnih. Pravzaprav težko najdemo podoben primer, da bi v tej celovitosti, v vseh niansah in v vseh razsežnosti tako ljubil človeka tistega časa. In ko govori sveta vera bodi vam luč, hoče samo povedati, da če je to v ozadju, potem lahko to tudi narediš. Jaz vedno znova pravim, ne, če človek doživlja resnico ljubezni vse polnosti, potem je lahko tudi napredeli. Če pa tega ni, je pa pravzaprav vedno v zadregi. In danes moramo jasno reči, kakor bo tudi nekoč in vedno tudi v prihodnje, da če te ljubezni kot take ne doživljaš v nekem globokem odnosu do Boga, si v eni stiski. Mladi, ki grejo v mamila, zakaj so taki? Zato, ker iščejo ljubezen. Pa se ni zelo smešno, mogoče za marsikoga, ki to posluša in gleda, nenavadno, ampak dobesedno je tako. In jaz pravim, da če nimaš tega vrhunskega doživetja Božje ljubezni, potem pravzaprav tudi marsikoga ne razumeš prav. In stalno iščeš, provociraš, izzivaš ljubezene. Otroci to delajo na ta način, da pač ne, gremo v trgovino, ne, pa se vrže na tla samo zato, da bi dosegel neki določen svoj cilj, eno svojo željo. In moraš biti spreten, da to zadevo spelješ tako, recimo, da ne bo cela skupina ljudi, pa množica ob tem gledala, pa nagovorjena, pa imela neki spektakl. Moraš biti zelo prebrisan, da znaš recimo tudi otroka v takej situaciji umiliti. No in podobno, mogoče v nekih določenih drugačnih razsežnosti se pa dogaja tudi v našem življenju, ko tudi na nek način iščemo to ljubezen. In marsikaj bi verjetno, če bi to gledali v tej smeri, manj obsojali. Ne? Tako mi recimo zelo obsojamo in danes nas tudi mnogi časopisi in revije žal k temu silijo, k obsojanju, kar ni prav, ker resnici je v zadju eno iskanje ljubezni. In ker jo nimamo zelo globoko doživeti v tistem, kar smo v svojem notranjem bistvu, potem seveda druge spravljamo ob živce. In tudi recimo otroci spravljajo ob živce svoje starše, ker hočejo na vsak način doseči neko določeno zadevo. Ampak to iz tega nekaj iščejo ljubezen. Je pa vprašanje, če bo tam dobili. Izkušnja govori, da marsikje ne. Menim, da bi šlo dobro povedati še nekaj o Slomšku, to se pravi, kje se je rodil v čisto. Ja. To je
Take osnovne podatke, ja, da to je dobro ponavljati. Ne? Jaz mislim, da vrhunske ljudi moramo do obisti poznati. Zgodil se je tako rekoč en teden pred znamenitim drugim velikim Slovencem Prešernom, in sicer 26. novembra leta 1800 okroglih. In sicer v vasici Slom pri Ponikvi. Tam je tudi odraščal, seveda je kmalu šel v šole v Celje. V šolanju v Celje mu je umrla mama. Zgodaj je postal tudi sirota, kar pomeni, da je izgubil tudi očeta, šel tako rekoč v svet. In če ne bi imel te globoke povezanosti z Marijo in z Jezusom, ne, že prej kot otrok mu je to znala na izredno globoki in zelo osebni način povedati mama in prav tako tudi oče Marko, potem verjetno ne bi tako globoko dozoreval za ljubezen do našega rodu, do ljudi svojega časa. No, potem ga je pot vodila naprej v šole. Znano je, da je leta 1824 postal novomašnik, 8. septembra na praznik Marijinega rojstva. Potem ga je pot vodila na Vizelsko, najprej kot kaplana, od tam v Novo Cerkev, potem pa seveda znane postaje, kot so Celovec, Spiritual, Vuzenica, Nadžupnik, Celje, Opat in seveda kasneje vemo, da je leta 1846 postal mariborsko-lamantinski škof. To je zdaj ta, lahko rekli, prvi del. Drugi del je pa tisto, kar je pravzaprav on razodeval kot pastir božjega ljudstva, da tako nekje preprosto rečem, in sicer je letos mineva točno 160-letni od tega njegovega imenovanja in tudi posvečenja. Posvečen je bil 5. julija 1846 v Salzburgu, potem je seveda prišel kmalu v Šentandraž. Znano je, da je pol leta 1859, 4. septembra, prenesel škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor. S tem seveda Maribor zacveti. Mislim, da smo lahko čisto si iskreni, da je tudi po njegovi zaslugi Maribor slovenski, pa ne nazadnje tako zelo danes že pravo mesto z tem prisrčnim vtisom, ki ga razodevajo taka nekoliko večja mesta. In leta 1862, 24. septembra, je pa zaključil teh zemeljskega življenja. To je drugo obdobje. Tretje je pa tisto, ki ga zdaj živimo, ne, in ga doživljamo tudi kot blaženega, upravičeno, in mislim, da bi bilo prav, da bi se mu radi priporočali. On je zdaj v dobri družbi in glede na to, da je malo bolj gor vzet, kot se reče, ne tako domače, bolj se bomo priporočali, boljše veze bomo imeli pri Bogu, več bo tudi lepih stvari, ki bomo lažje bo življenje, mislim. Verjetno ste tudi bili na razglasitvi, ko je Janez Pavel II. Na Betnavi razglasil Slomška za blaženega. Bil. Nepozabno, 19. september 1999, ne, že številko so simpatične. 1-9, začetek desetiškega sistema in konec, ne, nimaš kaj. In tu se razodeva ena taka zelo globoka resničnost. Mene še ena druga stvar zelo na nek način razveseljuje. Poglejte, letos, ko je mariborska škofija, njegova dediščina, doživela to veliko čast, ne, mineva točno 144 let, ne. Kdo bi si mislil takrat, da bo čez toliko in toliko let njegova dediščina tako zelo na nek način počaščena, čeprav mogoče za koga gre samo za neki zunanji vidik, ampak v zadnji je veliko več, kar mi mogoče na svoj način ne razumemo, in ni tako nepomembno, veste, 144, ne. To je zelo zanimiva številka. Poznamo iz razodetja, ne, koliko je tistih izrešenih, 144 tisoč, ne. In to je večkratnik oziroma 12x12, ne. Se pravi, polno števila in še to pomnoženo, je v zadnja logika, ne. In mogoče je z samimi izrazi to za nek način težko izpostaviti, pa reči tako pa tako je, ne. Ampak mislim, da bo čas svoje odkril in bomo to letnico in ta datum toliko bolj na nek način počastili in prav razumeli. Mislim, da je mariborska škofija tudi veliko pridobila, da so nastale zdaj 3 škofije in je postala... Brez dvoma. Mislim, da jaz vidim to predvsem kot eno možnost, da smo res ljudem blizu. Jaz recimo, kaj sem po karakterju, si zelo želim, da bi ljudem bil blizu. Pa vem, da vsakom ne morem biti.
In so določene na nek način meje in tako naprej. Če pa to recimo pride do čim večjega iskanja takega načina sodelovanja, pomoči, sočutja, prijateljstva, je pa toliko boljše pravzaprav za vse skupaj, ne. In znotraj tega jaz mislim, da so te stvari zelo dragocene in s tem je pravzaprav škofija največ pridobila, ker se Stomškov duh njegovega res iskrenega pa zelo osebnega odnosa do ljudi na ta način zelo poglablja. In to tem ni nobenega dvoma. In če bomo to začutili, ne, potem bomo videli, da je v ozadju tega dela tudi Slomšek. Ker če tega ne bi bilo, potem jasno bi določene stvari manjkale. Meni se zelo zanimivo zdi, tudi verjetno našim gledalcem, da pravzaprav, ko pogledamo, ne, Janeza Pavla II., ne, človeka, oziroma pastirja, ki je pritegnil in verne in neverne in naredil takšne stvari v življenju, da človek skoraj nima besed. Res je, in verjetno je to prelomno dogajanje znotraj samega družbenega, sociološkega življenja, ne, znotraj njegove osebnosti nekoliko bolj umirjeno, pa tudi žlahtno, ne. Ker na vse zadnje na svetu se dogaja veliko hudega, ne. Od teh raznovrstnih hudih nasilnih dejanj, umorov, ne, veliko tudi poniževanja. Kaj mislite, koliko recimo se za štirimi zidovi dogaja hudih stvari? In tu jaz mislim, da sam Janez Pavel II., božji služabnik, ne, in jaz mislim, da ne bo dolgo čas, ko bomo rekli tudi blaženi in tudi s tem sveti, ker so se že dogajali čudeži. In ta njegova vpetost v resnico Boga in tudi človeka v njegovi res enkratnosti je izredno, izredno dragocena in nam seveda naj bi bila vse bolj in bolj draga. Mislim, da nam je lahko vzgled v ponižnosti, pa služenju, trpljenju in res. Bolezni. No, ti se je bila pravzaprav ena taka lekcija, ob kateri bi se naj vsi na svoj način našli. Jaz sem vsak dan recimo v bolnišnici Slovenj Gradcu in meni osebno je hudo, ko vidiš ljudi, še mlade, ne, tako rekoč v tistem cvetju svoje enkratnosti, ne, 50-60 let, ne, kaj pa pravzaprav to danes, ampak trpijo, ne, umirajo mladi vedno več, ne. In to razumeti, to doumeti, in se mi zdi, da je ena podoba, ki jo je ali poti, ali pa pot sama, ki jo je prehodil Janez Pavel II., ne, za nas je ena velika spodbuda, da bi tudi ta čas nekako znali darovati za blagor, za blagoslov, za srečo ljudi, s katerimi smo na poti življenja. Ja, glejte, ko sem bil v Slovenj Graški bolnišnici, sem tudi tole zavezo najdel. Moram povedati, da je to je pravzaprav glasilo vaše župnije, ne, ki je zelo vzorno zgrajeno oziroma pripravljeno in ob tem vam in vsem, ki to pripravljajo, čestitam. Radi poudarjam, da imate zelo zgledno tudi urejeno tole bolniško kapelico. Tudi. In zelo me presenetilo, da lahko človek, ko pride not, najde, da lahko prebere, da lahko moli. In pravzaprav drži, da zgledi vlečejo, ne? Odprta je noč in dan. In večkrat sem že tudi sredi noči koga najdu dol kakega bolnika, ki je seveda v sami sobi malo na nek način začutil željo po Božjem, stopil dol in velikokrat tudi ljudi, ki so z solzami v očeh molili. Tudi za mene je to nagovor, da res je to en tak svet prostor in odkoder sem prepričan, da na svoj način Bog tistim, ki so verni, tistim, ki niso verni, tistim, ki jim Bog koliko pomeni, tistim, ki jim nič ne pomeni, stoji ob strani. On ne gleda, veste, na to, kako mi reagiramo, ampak on enostavno stoji človeka ob strani, ker ve, da smo pravzaprav velikokrat tudi del enega načrta hudega duha, ki na svoj način človeka hoče odvrniti od vsega lepega in dobrega, sicer na finto, ker drugače nas ne bi tako hitro speljal, ampak zmeraj nas na finto dobi. In to so lepe stvari in tega sem zelo vesel in spodbudo mi je. Mislim pa, da je rožni venec tisto orožje, pa molitev, da se obvarujemo tega hudega, ne? Zelo močno, zelo močno. Tule imate zelo dobro misel, kjer je dobrota in ljubezen, tam prebiva Bog. Potem tudi dostikrat omenjate Radio Mir Medžugorje, kjer se oddaja to tudi
da se da tudi v kabelskih sistemih slišati na 105,1 MHz, potem lahko tudi preko digitalne televizije skoraj po celotni Sloveniji. In tisti verniki, ki želijo biti bližnja Medžugorju ali jih zanima, so povabljeni, da tole najdejo. Ja, gledajte, mene pa presunna misel, ki sem jo najdel na tej vaši strani, znova je v zvezi namig, da bi jubilej 800 praznovali sredi izjemnega razkošja življenja, kar 800 novorojenčkov. Naj bi, drage mame in očetje, prišlo med nas. Bi nam kaj več o tem dejali? Zbog je navdušenje. To je ena zadeva, ki se tak nekje rojeva znotraj enega razpoloženja, ki ga doživljam ob otrocih. Ne. Otroci so ene take res velike skrivnosti, ne. En božji dar, ena lepota, ki jo ne more nobena beseda ubesediti, nobena skladba uskladiti, ni mogoče, ne. Ker sebi nosijo nekaj tako skrivnostnega. In ko sem razmišljal o tem, kako bomo drugo leto praznovali, se mi je zdelo vse bolj privlačno to, da bi bilo velikega veselja. Ker Sveta Elizaveta, veste, je bila po svojem značaju izredno vesela, ne. To je kar kipelo nje. Pa so jo matrali do onemoglosti. Najbližji domači na njenem dvoru, kakor tudi drugi ljudje, ki tega niso nekje razumeli. No in se mi zdi, da je to veselje, ki ga ona nosi, ena krasna spodbuda, da bi preko tega projekta 800, kot jaz rad rečem, nekako doživeli nekaj podobnega tudi danes. Pa veste, gre še za veliko globlje zadeve. Jaz z veliko žalostjo, pa ne da bi zdaj hotel biti na nek način človek manipulacije, pa mogoče neke take patetike, ne. Ampak ni mi vseeno, da ostanejo ljudje bez službe. En razred manj, ena šola manj. Kaj to pomeni? Cel splet stvari, ki se pravzaprav, kakor te znamenite verižni sistemne, kolego kockaniki ena druga podirane. Zdaj pa gledajte, če bo drugo leto, recimo v naši župniji, v našem recimo mestu, da bomo nekoliko bolj široki, se rodilo 800 novorojenčkov. To ne pomeni, morajo vsi dati krstu, ker so različne vere. Hvala Bogu, da ta različnost tudi obstaja in bojo pač na svoj način, na nek način jih uvedli v to resnico Božjega življenja. Ampak recimo, da bi bilo 800 novorojenčkov, kaj to pomeni? Bo treba drugo leto vsaj 25 vzgojiteljic. Vsaj ne. Naslednjo leto bo to šlo kar naprej. Kaj učiteljice, potem ko pridejo v šolo, pri veruku jih bo 800. Mislim, to je res fenomenalno. Potem bo treba nove hiše zidati, potem bo treba šole povečati, bo imeli zidarji delo, bo imeli pleskarji delo, bo imela komunalna delo, bo imeli vsi delo, ne. Bo tu pravzaprav en tak verižni sistem, ki bo omogočal, da bo potem se iz tega porajajočega življenja srodila cela vrsta enih nujnih stvari, da bo tudi pravzaprav življenje šlo normalno naprej. In hočem s tem reči, kako pravzaprav pozitivno in blagodejno na nek način otroci za svojo prisotnostjo nas nagovarjajo, omogočajo, da bomo tudi lepo živeli, ker na vse zadnje, če bomo znali tudi lepo vzgojiti, bojo tudi nekoč skrbeli za nas, ko bomo v letih in bomo potrebni pomoči, blagega in milega spremljanja na poti življenja in seveda vsega drugega, kar potrebno na poti življenja. Se pravi, res čudovita navdih vas je navdihnil preko milosti Svetega Duha. Res je, to jaz sem tega vesel in vam rečem, da je na račun tega že toliko bilo enih lepih stvari in tak nekje mogoče v enem takem občutku te Božje bližine čutim, da nekatere mame, nekatere očetje se zavestno odločajo. Kaj pa, če bi kljub temu, čeprav smo že toliko in toliko v letih, se odločila, Jaz vedno rad rečem, včasih pa nekateri starši kar rečejo, veste, nam je pa že vlak odpeljal. Veste kaj, imam zelo lepo, res lep vzgled. Mama od svetega Kamila, pa bil svet, je bila stara 60 let, ko ga je rodila. Pa je svetnika izkuspravila, da na vse zadnje kakih velikih izgovorov ne more biti upravičen. Vem pa, da je situacija težka, tudi danes, večkrat se pogovarjam pri mizah, starejši rečejo, pač danes so nekoliko drugače navajeni otroci živeti in tudi si želijo, da bi imeli že takoj stanovanje, da bi imeli vse. Samo se sprašujem, če je to prav, so ne znajo ceniti.
To je tisto, ja. In jaz pravim, ne, ko je otrok, mogoče to moja ena taka čudna ideja, po svoje pa ni slabo. Veste, ko je človek star 18 let, je sposoben samostojno živeti. In če bili starši pametni, bi ga lepo od hiše odslovili, pa rekli, tak sine, tisto, kar je bilo potrebno, smo ti dali, zdaj se pa znajdi. Pa bi se znajdu. Seveda bi se. Če pa ne bo šel doma, bo pa skozi izseljeval. To nisem dobil, pa onega mi niste dali, pa to mi še morate dati, pa ta stvar mi ni bila podarjena, pa ono ste dali sestri, pa ono ste dali bratu in bo skozi na tako neprijetno vzdušenje. Zdaj smo z enim gospodom sedela pri mizi, ne pa se o tem pogovarjamo, hočem s tem tudi reči nekaj, kako ljudje pravzaprav jemljajo to kot en zelo zanimiv proces, ne. Ni na ta račun kakih hudobnih reakcij, niti ene še nisem doživel, same lepe, ne. In tudi se ljudje na splošno pogovarjajo. Zdaj sem prišel v bolnišnico, nekaj na zadnje, dobro, ni samo naša tu, prihajajo gospe, se pravi mamice od blizu in daleč, tam rojevajo, ne, in so rekli, ja, bliža se 800, ne. Sem rekel, ni še za čas, ne, bomo začeli od 17. novembra letos, ne. Se pravi, da ta zavest raste, ne, no in kaj sem hotel reči tudi, da sem pri mizi bil, pa se večkrat tako starejšim pogovarjam in nedavno tega meni gospod rekel, kak je mladi rod danes, ne, vse bi radi imeli. Sem rekel, kdo jim pa to omogočil? Ja, vse smo jim omogočili, mi smo jih razvadili. In pravzaprav moramo reči, ne, da imamo tak način življenja, ki sicer se zdi, da je v redu, ampak obenem pa mlademu onemogoča, da bi sam spoznal določene življenjske modrosti, tudi če hočete eno tako jasno življenjsko vizijo, en smisel, vse ima na krožniku, pa se mu ne ljubi živeti, ne. Pa je čisto ja. Ne znam, veste, ker draž ima, recimo to, če vzamemo čisto športna zadeva, ne, eno tekmo. Če boš ti tam se boril, pa vse dal iz sebe, pa zmago dosegel, ti bo nekaj pomenila. Češ pa tak nekoga pohodu, ne, pa ponižal, ti pa nič ne pomenilo, ne, kada nič tako ne. Isto, veste, življenje je bitka, ne. Življenje je ena velika bitka za najboljše. In dokler ne stopiš v ta proces bojevanja za najboljše, dokler se recimo ti ne čutiš recimo tudi izvan, da bi mami in očetu omogočil najboljše, ne, da takrat si taki, kaj sem, skumpan otrok, ne, tak bolnika Boga reva zadeva, ne. Je družina tista celica, prva šola te božje ljubezni. In ja. Pravzaprav, če je družinska molitev, potem verjetno takšnega razhajanj ni toliko, ne? Veste, ljubezni kot take, ne, mogoče mi imamo tu časih tudi kristjani eno tako rahlo zadrego, ne, predvsem zaradi tega, ker premalo tudi čutimo, recimo so ljudje, ki to ljubezen drugače doživljajo, ne, in imajo do tega vso pravico in ena določena oblika ene molitve mora skoraj biti, ne, ker drugače družina ne preživi. Če je ta molitev, da grejo ven, pa grejo na sprehod, kaj podobnega, je pač njihova osebna odločitev in imajo za to vso pravico. Glavnem nekaj mora biti, ker od nekod moraš ti jemati, ne. In zato je molitev kot taka en zelo širok sistem enih odnosov znotraj Boga in znotraj človeka, ne. Ko prije res do tistega medsebojnega vzajemnega odnosa in potem te seveda ne morejo strgati stran, ne. Če pa en roko tako drži, drug pa hoče tak, nima se kje obret, ne. In zato mora biti na nek način, da se drug drugega primemo in da v tem duhovnem razpoloženju in to je molitev plovemo naprej. Verjetno ste tudi letos poromali v Medžugorje. Bil. Ste bili. In Medžugorje je verjetno sicer neuradno največji svetovni romarski kraj. Kaj vas je letos Marija nagovorila? A veste, Medžugorje kot tako je res en zelo zanimiv in prisrčen blagoslov človeštvu. Letos sem šel dol z eno skupino mladih, smo skupaj potovali, bolj sicer na kratko bo to. Če tudi recimo teh številk ne bi izvedel, pa jih ne bi poznal, čeprav mi osebno kar nekaj pomenijo, ne. Ampak brez tega bi recimo vedno znova Medžugorje zelo prvinsko, zelo osebno doživel. In mogoče je bilo letos tak en zanimiv dogodek, ne, ker sem pač tudi šel potem somašovat, ne, in sem tam opazil recimo pri duhovnikih, da so nekje najmanj goreči za Medžugorje. Ljudstvo moli in svojo dušo in svoje srce izroča Gospodu, ne, hodijo bosi po križevem potu, po kolenih in tak naprej, se dobesedno res razdajo, ne. Pri duhovnikih smo opazili nekako tako rahlo zadržanost, ne.
Pa mene to osebno ne moti, ne, pa hočem to reči, ne, kako pravzaprav ta božja ljubezen na svoj način preseneča in ne prihaja od zgoraj, ampak od spodaj, ne. In tam, kjer je od spodaj, tam pravzaprav zadeva zaživi in tudi rodi svoje sadove. Če prihaja pa od zgoraj, je pa ponovadi zelo prokoviteljska in zato moramo tudi recimo duhovniki malo bolj paziti, ne. Mi bi mogli vendarle malo bolj biti odprti za to resničnost in seveda lahko pa mirno rečem, ne, recimo smo imeli za papeža Janeza Pavla II, zdaj imamo papeža Benedikta, ne, oba simpatična moža, teda od zgoraj je zadeva sjajna, ne. Med drugim tudi, če hočete, ne, papeži se čujejo z pravoslavnimi, z evangeličani, z judi, z muslimani, in da to je tudi normalno, ne. Tu na lokalni ravni mi kar ne upamo, ne, se nam zdi, ne, da bomo kar nekaj izgubili, ne, teda je ta vzgled od zgoraj zelo lep, tudi strani ljudi zelo simpatičen, ne, in se mi zdi, da moramo na nek način bolj še temu pristopiti in se tega veseliti. In to je pravzaprav kvaliteta, ki jo Marija na nek način prinaša v življenje, neko pravi, da je kraljica miru. Ker mir je tisti res ne samo občutek, ampak resnica ene ljubeznega prijateljstva, enega veselega druženja, enega tudi, če hočete, usmiljenja. Zato tega se razredujo pravzaprav vse, kar je potrebno za eno kvalitetno pa nesrečno življenje. Se pravi, toliko let, ko se prikazuje, ne? Potem so tudi slovenski romani ob tej priložnosti tudi zgradili oziroma pripeljali Radio Mir v Medžugorje. Če pa pogledamo samo Medžugorje, pravzaprav je plod Čenakolo, ti otroci, ki so pravzaprav nimajo staršev, je to plod Medžugorja, ne? To gotovo, ne. Še bolj se mi zdi pa, da je dragoceno tisto, kar ljudje, ki prihajajo tja mimo grede ali pa čisto namenoma, odnesejo domov, ne. Ker na vse zadnje je tu v ozadju ena globoka logika božje ljubezni, ki na svoj način preseneča v svoji preprostosti, svoji izvirnosti. Tudi recimo, meni osebno, če bi se izkazalo, ne, recimo, če bi se v narekovajih, da je vse skupaj bilo plod ene domišljije, ampak toliko ljudi, ki je bilo ob tem nagovorjenih, pomirjenih, recimo, koliko se dol spoveduje, ne, da se mi težko predstavljamo, ne, in to lepe spovedi, ne. Jaz mislim, da na takih krajih toliko bolj nekje začutiš recimo svojo podobo, svojo enkratnost. To, če recimo to nič ne bi bilo, so te stvari tako močne, da bi enostavno spregovorile in govorile še naprej. Jaz sicer v živo še nisem gledal tega Mladi festa v živo, ampak sem ga spremljal preko Radia Mir. To se pravi, če pogledamo, današnja mladina ni toliko vržena v stran, kot mi dostikrat razmišljamo. Jaz mislim, da vsak mlad človek teži k tistemu dobremu, da vsakem takem mladem tudi Bog, samo starejši bi morali to malo bolj peljati. Ja, veste, jaz gledam, ne, mlad človek, če ne prestopa, kot se temu reče, mej in bregov, je nekaj narobe, ne. Vprašanje pa je, koliko smo mi zdaj, če rečemo nekovajih stari, ne, zmožni to razumeti kot en normalen proces in tudi reči, veš kaj, do tod ja, do tod naprej pa ne. In tu je ena velika milost, ki jo pa seveda nimamo, ker hočemo biti čim bolj moderni, čim bolj nekje do otrok, ne vem, prijatelji, znanci, vse bi radi bili, ne. V resnici pa smo premalo mame pa očetje, ne. Kar pomeni mama? Mama to pomeni, da ga ima rada. In če ga ima rada, ga bo tudi te malo poriti. Pa to je del enega normalnega odnosa. Jaz sem Bogu hvaležen za to, sem včasih dobil, ne, ni toliko, kot še bo potrebno, ne, človek ne. Jaz otrokom vedno rečem, preveri ruko, če me ne bi te poriti, jaz bi bil klošar. Pa imam vse nastavke tako, vsi drugi. In tudi tisti, ki je klošar, ima vse nastavke za to, da bi bil en krasen človek, en fantastičen mož, en res dober očka. Ampak ker je bilo premalo tistih, ki bi na nek način sooblikovali to dogajanje, jasno je prestal tam, kjer je. Ker če ti boš nekomu skozi govoril, to pa to si, jasno se potem rečeš, no, vse zadnje so pa res. In ti skozi nekje ubijajo glavo in v šoli, in preveruko, in tak iz tebe nič ne bo, ti si za nič in tako naprej. Se pač navadiš na ta stil, ne, zakaj bi pol drugega bil, če te pa si hočejo takega imeti, ne. In danes recimo, če hoče, da ne ta skoraj nasilen vstop v človeka pa njegovo življenje, ne pa vse mlade, ne, ko je toliko enih pohošljivih stvari, ne, toliko enih tudi takih čudnih vabil, ne.
in potuhe, ne. To je ja toliko potuhe, da ne veš nič, kje bi se zadrževal v to, ne. In če ves ta, ne, naval na njega, teh impulzov, tudi slabih, ne, grdih, grešnih, ne, ja, to je skoraj nemogoče prebaviti in normalno iz tega iziti, ne. Teda verjetno nam manjka enega tega poglobljenega vstopa v njihov svet, razumevanja njihove situacije in seveda enostavno res ustanavljati skupine, ki bojo za te mlade molili, ne. Za manje zdaj, ja, ka starši so krivi. Ja, če pa starši so isto taka razmazana, ne, zadeva, ne. Nič resnega. Zdaj pa ti starše nekam tišiš, ne. On tako kot je, ne bo drugačen postal. In zato jaz pravim, ne, da je naloga kristjanov, da bi mogli več moliti za mlade, ustanavljati molitvene skupine in moliti enostavno zato, da jih Bog blagoslovi in jim pokaže eno pot svetosti in nesreče in veselja. Manj pa slikati, ne, kak so nas starši, ne. Skoraj da nič, sobote pa nedelje, ne, ko bi pač Slovenjgradcu tudi kaj prevrnili, rože presadili, potem nosijo po noči mlade, ne, če bi že zdaj rekel, ne bi nikdar tega naredil, ne, še za denar ne. Po noči pa nosijo tiste koše za smeti okrog, ne, kot da bi kdo plačal, ne. Mislim, tako, prav smešno, jaz se zjutraj nasmejim, ne. Veste, to vedno bo, ne. Ampak zdaj vprašanje je, kako bomo mi pripravljeni znotraj tega prisluhniti, da oni provocirajo, da oni izzivajo, da oni prosijo, molite za nas. Radi nas imete. Skoraj da ni jutra, ne, recimo, če ne bi koga mladega srečal, ne, pa mu rečem, nisem že zmolil danes, ne. Se lepo nasmijo, ne. Noben ni, recimo, da bi začel tam me zdaj, kaj te briga, ne, ti si za druge strani, bod tiho, ne, ti mol za mene, ne. Ampak enostavno z nekim nasmehom to vzamijo, nekako čutijo, da tudi je to na nek način lahko del njihovega življenja. Teda jaz ne vem zdaj, da ne bo kdo me napačno nazval, osebe, mame, pa očetje, ki verjetno zaradi svojih otrok ogromno pretrpite, ne. Jaz mislim, da so mnoge mamice in mnoge očetje včasih v hudi zadregi, ne. Kaj misliš, ne, koliko te izčrpava ena njihova življenjska drža, ne, ena hotenja, včasih nemogoče, ne, no. Mislim, to ne moreš razumeti, ne. Mnogi trpite, ne, ampak nisem hotel zdaj biti proti vam, ampak nekako z vami, da bi toliko bolj globoko na nek način stopili v to življenje in ob razumevanju takih situacij se pridružili takim skupinam, pa molili za to, naj Bog naredi, ne. Ker na vse zadnje, mi bi marsikaj naredili, pa je to prav. Mogoče so pokazali, ni prav, ni dobro. To je tudi res, ja. In zato mislim, da je molitev, kakor je nekoč bilo, tako bo tudi danes. Samo te skupine bodo pravzaprav rešile situacijo. Ne zdaj govoriti, kak je svet, pa kakvi so ljudje, pa kakvi so otroci, kakvi so mladi, kak je vse razpoščeno, ne vemo, kaj bo jutri, isto bo, kot je bilo, ne. Ampak če bo zadnje veliko ene molitve, pa njih močnih molitvenih skupin, lahko z velikim zaupanjem gledamo prihodnost. In potem, če bo to, bo tudi 800 novorjenčkov, ne. In bo vse stvar se drugače spremenila, ne. Teda, so šanse. Jaz vidim, ne, da ravno tu je sporočilo Kraljice miru oziroma Medžugorja izredno na mestu, ne. To je aktualno bolj, kot se recimo lahko predstavljamo. In koliko pravzaprav ljudi tam doživi eno novo željo, pa tudi pripravljenost moliti, ne. Doživljati svoje življenje v celoti, vse enkratnosti, ne. Samo molitev ni samo to, da roke skupaj držiš, to je pomoč, ne. To je samo metoda, ne. Da poklekneš, ne, kar je in krasni izraz tudi naše duhovnosti, da bom res veselje molili, ne. Ampak molitev je to, da znaš ti znotraj enega življenja doživljati življenje v Božji pričujočnosti za blago ljudi, s katerimi živiš. Ker če si ti z Bogom, gotovo ne boš svojega moža preklinjal, pa svojo ženo, ne. To je res, ja. Ne boš svoje otroke, ne vem kaj tako naprej, tudi svoje starše ne boš preklinjal, ne. In jaz vedno znova, ne, če kdo preklinja, ne. Recimo zadnjič je rekel, en preveril, ko ne, je rekel, ja, kdo pa rekel, moji pa, ati pa mame, ne, da me morata imeti, ne. Se bolj grdo izrazil, ne, ampak ne bi to ponavljal, ne. Ampak jaz ga zastopim, ne, da je zdaj v eni taki situaciji, ko ne ve, kaj bi. In bluzi. In telovadi. In jaz mislim, da so starši veliko za njega naredili, ker poznam toliko zadeve,
Ampak hočem to reči, ne, kako prav je, da znotraj takih in podobnih situacij mi z molitvijo pomagamo enim in drugim, da bi našli svoje dostojanstvo, svojo enkratnost, ker pravzaprav znotraj tega potem vidimo prav tudi molitev in da smo Božji otroci, da to ni neka, ne vem, ena taka nalepka, ampak da je to pravzaprav razumevanje celovitosti našega dostojanstva, ki ga nekateri, hvala Bogu, razumemo v vsej polnosti, drugi ga razumemo nekoliko manj, nekateri ga razumejo seveda čisto na svoj način, ob koncu času ga bomo pa vsi razumeli v tistem najbolj absolutnem pomenu besede. Ko bomo res začutili, ne, da smo Božji otroci, ne, pa to ni šala, ne, pa ni nekaj, kaj sem ena taka nenavadna trditev, pa ena želja, ne, da bi človek hotel na nek način koga izpostaviti, ampak je samo razumevanje dostojanstva in celovitosti svojega bivanja. Je pa tudi res, ne, če se mama trudi biti podobna mami Mariji, pa oče svetemu Jožefu, pa potem takšna družina živi tisto krščansko življenje, potem to dosti lažje. Je pa res tudi to, da pravzaprav žena velikokrat 3, ponekod že 4 vogale drži po konci, ne? No, to je od primera do primera odvisno, ne, nekaj čin še drži zaradi tega, ker verjetno tudi ženska za svojo naravo bolj srčno jemlje situacijo, v kateri je, ne. In jaz mislim, da je veliko takih ljudi, ki resno jemljejo svoje materinstvo in očetovstvo, sem vam starši zelo hvaležen, koliko sedaj poslušate. In tudi pravim, veste, zagotovo ni nobenega otroka, nobenega na tem svetu, ki bi uspel svoji mami in svojemu očetu za svojim življenjem in za svojim še tako lepim obnašanjem reči hvala za to, da ste nam dali življenje. Ma ni ga otroka, ne. In zato, drage mame in dragi očetje, z veseljem bodite to, kar ste, in čaka vas prelepo plačilo v nebesih. Pa ne bi rad bil, kaj svem, nekdo, ki utopično ponuja ali poljublja neke stvari, ne. Ampak tako je, ne. Ker materinstvo je tako velik dar, pa očetovstvo, in zato z veseljem to bodite. Jasno pa je, da nekaterim zgled Marije in Jožefa pomaga, ne. Nekateri se na to požvižgajo, pa sem kljub temu dobre mame v očetje, ne. Mogoče je dobro, ne, da mi v neki širini in tej lepoti vidimo samo skrivnost materinstva in očetovstva, ki se ga pa seveda ob Mariji in Jožefu toliko bolj očitno in jasno vidimo. Je pa pravzaprav pri tem tudi Evharistija tisti višek, kot pravzaprav dobimo to duhovno hrano za to življenje oziroma za te težave, ki jih pravzaprav srečujemo. Ja, Evharistija je ena krasna pomoč, je okrepčilo, ne. Maša ni bila nagrada zato, ker so bili fantje pridni, ne, apostoli, ne. Jaz mislim, da kdorkoli, pa še tako resen teolog do čisto preprostega človeka, to stoti ne. Preden so šli na trpljenje, je Jezus pred njimi razodel svojo resnico ljubezni v Evharistiji. In jim je zakaj takrat noge umil, zakaj jim je takrat rekel, vzemite in jete? Zato, da bi imeli moč, da bi to, kar so živeli, ne. In zato obhajilo, maša ni nagrada, ni obveznost, ni tradicija, ampak je milostni dar, da lahko jaz doživljam to Jezusovo ljubezen do konca in ob tem tudi sam postajam taka ljubezen. In zato obhajilo ni nagrada, da to si pridne, ne rečejo, Jezus, obhajilo je šel in tako naprej, kaj pa bo zdaj, ne, zdaj pa to Božji rok, ne. Veste, jaz mislim, da mogoče smo včasih premalo dovzetni ravno za začetek Evharistije na Veliki četrtek, ker se je pravzaprav zadeva razpela v tisti najodličnejši meri, ne. In tam so bili izbrani ti apostoli, poznamo, Jezus, takrat je naredil to, pa to naredil. Ni naredil zato, ker rekel, fanti, zdaj pa fajn, da smo 3 leta skupne, naredimo še zadnjo večerjo, pa te se mu malo zahvalim in tako naprej. Ampak mi hodo reči, vlete, to je zdaj tisto, ob čemer boste vi to, kar ste slišali, tudi imeli moč, da boste to tudi živeli. Pa da ne bo zadeva samo v teh odličnih in ne vem kakih lepih trenutkih, ampak tudi takrat, ko je hudo, tudi takrat, ko boste kakor da ste na križu, tudi takrat, ko boste prebiti tako rekoč, ne, ko ne boste mogli z roko migniti, ko ne boš mogel z prstom se predstaviti, ne, ko boš tako rekoč imobilen, totalno negibni, tudi takrat je možno, da se daruješ v tej ljubezni in da resnico te ljubezni vzemite in jete, vzemite in pite, uresničujete. Ja, moram povedati, da je pravzaprav tale vaša župnija zelo zgledna. Koliko let ste že zdaj župnik? Ja, zdaj pa že 12 let minilo. Lepo.
Bi morda še naštela, katere rodovi so, mislim, katere službe so te cerkvene, pa tudi imate novomašnika ali Smo ga imeli že. ste ga imeli? Ja. Upam, da bo zdaj v tem projektu 800 tudi 8 takih, ki so odločili za duhovniško, redovniško in izvansko življenje. Ne. Tudi računamo, ne, se pravi 800 novorojenčkov, 80 porok, se pravi, da 80 mladih ljudi reče, mi smo pripravljeni vse narediti za to, da smo priče te ljubezni. Ne. In potem 8 naj bi se pa odločili za to. Dobro, to je zdaj moče bolj ena taka igra besed. Ampak v zadnji je pa ta želja, veste, recimo, da bi človek po zvetu Svete Elizabete res bil človek darovanja, ljubezni, ne. In bolj boš to recimo drugim dal, bolj boš tudi nazaj prejemal, bolj boš obogaten. Kaj recimo en otrok da svoji mami pa očetu? Samo delo. Ampak en nasmešek, ki ga podari mami pa očetu, ne, je pravzaprav ena velika zahvala za tisto, kar je. Ne. To, kar se tega tiče, drugače pa imamo seveda ključarje, imamo župnijski postralni svet, župnijski gospodarski svet, imamo tudi bratovščino Rožnega venca, potem skavte, potem slomško obrambno priznanje, potem krasno otroški pevski zbor, imenitni dekliški pevski zbor, odrasli pevski zbor, mislim, da 4 organiste, 4 pevovodje, tako da zadeva kar nekak lepa. Mislim, da še treba omeniti tiste ljudi, ki tako vzorno čistijo cerkev, to bi tudi bilo prav, ne? Ja, tudi imamo zanimivo, ne, enega gospoda, ki se je sam javil, da bo čistil, in sicer je bil profesor matematike in je rekel, zdaj verjetnost marsikdaj komu dobre slabo oceno, zdaj pa da malo se nekje odkupim, bom pa cerkev čisto, ne. Zelo simpatično, ne vem, če se strinja s tem, da to glasno povem, ampak mislim, da je tako na lepo pričevanje, ki priča o tem, da imajo ljudje eno spoštovanje do Božje hiše. Potem tudi krasijo ene gospe, zelo so pridne in vzorne. Potem so ljudje, ki perejo perilo, se pravi oltarne prte in razne druge stvari, albe, potem od ministrantom obleke, ne, njihove ministrantske bogoslužne. Lepe stvari, ne, hvala Bogu. Mislim, da je najlepše za župnijo oziroma za župnika tudi za vas, ko pravzaprav pride novomašnik. To je v bistvu en blagoslov, verjetno tudi za vse molitve, ki jih verniki namenijo za duhovne poklice. Ja, novomašnik je pravzaprav vzet iz župnije in dan za eno novo župnijo. Se pravi, vzeti iz enega občestva, dan za neko drugo občestvo. Tako da župnija se veseli te odločitve, se ob tem tudi na svoj način legitimira, ne, pokaže eno določeno življenjskost, ne, eno živahnost, obenem pa seveda se tudi zaveže, da bo za njega molila, ne, ker biti duhovnik je bitka, ne. Kakor je biti mož in žena bitka, ne. Nobenemu možu ni lahko. Zakaj? Ker lahko v svojem družini doživlja velika poniževanja. Lahko žena doživlja poniževanja, ne. In jo bo hitro zamikalo, če smo tega odnosa dosti izbrali do nekaj drugega, ne. Je to velika bitka, o tem bi ostala zvesta, ne bi ostala in tako naprej. Ni enostavno. Isto je tudi duhovništvo in podobna zadeva, ne. Živimo v svetu, ki je zelo živahen, zelo razgiban, ponuja še in še in še več in še več in še mega in sploh hiper, ne. Vse posod, kjer greš, samo to in izziva, pa na svoj način, seveda znotraj te izbire, lahko ostaneš zelo sam, zelo žalosten, zelo trpiš, ne. Teda duhovništvo, pa tudi novomašnik kot tak je ena zelo vesela zadeva, ena velika hvaležnost nas ob tem spremlja, obenem pa tudi odgovornost, da za njega molimo, pa ga podpiramo v molitvi. Pa je krasen fant, jaz sem vesel. Lepo, krasno. Bi podali še na koncu še kakšno sklepno misel na svet, kakšna priporočila našim gledalcem. Vaše misli so zelo bogate in človek kar hrepeni po... Ja, veste, svoj čas sem bil zelo na to, ne, da bi delil razne nasvete in tak naprej. Ne. Jaz bi nocoj, oziroma v tem trenutku, v času tega snemanja rekel samo še tole, ne, da bi nekak dal obljubo, tudi zdaj na poti nazaj v Slovenj Gradec, da bo molil za vse. In s tem pravzaprav vas povabil, da smo tu ena družina, da drugega podpiramo in drugemu dajemo tisto, kar potrebujemo za človeka vredno življenje. Drugače pa jaz sem prepričan, da kdorkoli kliče Svetega Duha,
pravzaprav daje najlepši na svet, ki ni samo na svet na ravni ene razumskega preskoka, mislim, da naprej, ampak je predvsem tisto milostno dogajanje, ki omogoča, da s to milostjo sem to, kar sem, Božji otrok. Gospod Peter, jaz sem vam v svojem imenu, v imenu naše televizije in v imenu naših cenjenih gledalcev najtopleje zahvaljujem za obisk v našem studiu, da ste si vzeli čas. Želim vam obilo zdravja, obilo Božjega blagoslova, predvsem, da ostanete tisti Jezusov duhovnik, vse dobro in da župnija še tako naprej gre, kot je, pa tudi vse vaše parane res toplo pozdravljam za vse tisti sprejem, ki sem ga tudi sprejel. Lepa hvala in tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, hvala vam za pričujočnost in tudi to, da smo lahko ena družina. Pa vas povabim drugo leto, ko bomo praznovali 800. obletnico rojstva svete Elizabete, da se nam kdaj pridružite. Kmalu bo izšel, upam, da do 30. aprila drugo leto tudi njen življenjepis. In vam želim, da bi ob tem življenjepisu res začutili, lepo je biti to, kar sem. Lepo se je drvati. Lepo nekaj božanskega je tudi tistemu človeku, ki je zelo težek in nemogoč na nek način prinašati upanje pa blagoslov. Jaz tudi sam rečem, ne, veliko več zaslug imaš za življenje pa za ljubezen, če prenašaš človeka, ki je težek. Če prenašaš tistega, ki je ti po knofih, ne, to nič ni posebnega, ne. Ampak tistega, ki ga ne moreš videti, ki ti je antipatičen, ki te naredi ogromno krivic, ne. In znotraj, glede, te ljubezni, tega hotenja, ki ga je sveta Elizabeta tako lepo živela, jaz mislim, da bo življenje postalo lepo in da se bo marsikaj spremenilo. Torej, toplo vabljeni. Hvala vam za to, da smo lahko bili skupaj in tako tudi ostanemo. Poklone, gospod Peter. Hvala tudi vam. Moram poudariti, da imajo gospoda župnika Petra vsi parani zelo radi. Saj ima za vsakega si najde čas oziroma ponudi ustrezen nasvet oziroma vedno najde tisto pravi odgovor oziroma zna vsakega nagovoriti. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran svete Elizabete, župnija.rkc.si, poševnica Sloven -Gradec. Povabim vas, da obiščete spletno stran naše televizije www.mojtv.si. Obiščite tudi spletno stran našega sponzorja www.zivilko.com. Sporočite nam vaše želje, pripombe glede oddaje na elektronski naslov pot@planet.si. Vesel sem vaših pisem, hvala za vzpodbude, mnenja in želje. In ena želja, da smo pripeljali gospoda Petra, je se zdaj uresničila, ampak ste še vedno želite, da še pridete. Naj naša televizija Moj TV prihaja v vaše domove iz srca. Naj vam prinaša vse tisto veliko dobrega. Zahvaljujem se vam, cenjene gledalke in gledalci, za pozornost in do prihodnjega snidenja. Mir in vse dobro vsem našim cenjenim gledalcem. Nasvidenje.